Draga DDB-jevska publika, javljamo se vam ekskluzivno, iz vam znanega in nadvse ljubega dejaka. Pred vami so DDB-jeve novice, ki se bodo pojavljale v napovednih ali čisto naključnih časovnih intervalih. Zagotavljamo vam, da jih ne boste zamudili. Sedaj pa k prvi današnji rubriki, to je šport, ki je z domsko odbojko verjetno trenutno najbolj prevzel vzgojne skupine. Prisluhnite naši oddaji. Tako dobro, no. Uni so bili za noč, to lahko rečemo. Tako da, ja, sem igrali zelo dober. Tudi peši so bili super, tako da mislim, da je bilo, ja, ekstremno. Pa kar v redu, mislim, dobra igra. Zelo dobra, nasprotniki so nas vodili v prvem delu, ampak smo na koncu premagali. Zelo zanimiva in dobra. Kaj si mislite o nasprotnikih? Da so dobri in pošteni. Kvalitetni, dobro se da z njimi igrati, so nekako na enakem nivoju, bolj zabavna igra. Se vam zdi, da sodniki pošteno sodijo igre? Koliko sem opazil, se mi zdi, kar ja, niso preveč strogi, kar se tudi mogoče v redu, ampak ja, mislim, da ni nobenih pristranske presojanja, no, koliko sem opazil. Ja, zelo pošteno, veliko krat so nam tudi dali za ston točke, torej zelo pošteno. Ali kdo v vaši ekipi trenira odbojko? Ne, ampak vseeno smo eni izmed najboljših in bomo to leto zmagali v tekmovanju. Ne, noben. Vsi smo čovni. Ja, jaz treniram odbojko. Oziroma sem. Kaj si mislite o svoji ekipi? Da je zelo dobro odigrala. No, imamo kar dobre igralce in bomo, kot sem že povedal, vse nabili. Odlična, najboljša v domu. Kakšna so vaše pričakovanja za nadaljnja tekmovanja? Da zmagamo nekaj. Pa da zmagamo vse, realno sem mislil, da bomo izgubili. Ja. Na katerem položaju na igrišču pa ste najmočnejši? Kako se reče temu? Podajač nekaj. Ja, ne vem, kako se reče ta striker, karkoli je to. Ne vem, kaj. Ta, veš, ki zabija, jaz ne vem pojma.
To. Ja, najmočnejši sem videl spredaj na mreži, saj skačem kar visoko in lahko blokiram veliko strelov. Podajač. Mislim, jaz sem tako dost na vseh dokaj dober. Recimo od servisi, če imam dober dan, drugače pa podajam. Kick. Kaj dogaja in kaj ne dogaja v Dijaku zdaj? Vsak ponedeljek si dekleta lahko razmigate ritke in boke za vzgojiteljico Matejo, ostale športne discipline so po urniku v telovadnici Srednje gradbene in geodetske šole, plezanje, košarka, odbojka in nogomet, prav tako v domu poteka namizni tenis in strelstvo. Počasi se v domu pripravljamo na vsakoletno humanitarno akcijo Božička vsem, ki bo imela klasične prireditve. Domski koncert, domski talenti, domski kino, film izberete sami, licitacija slaščic, tombola, vožnja z ladjico, skriti božiček, božični ples in mogoče še kaj. Namen prireditev je, da s prostovoljnimi prispevki zberemo čim več denarja za darila otrok, ki jih bomo tudi gostili. In seveda, da se dijaki ob tem čim bolje zabavate in zapolnite čas v vedno prekratkem in žal tudi s šolskimi obveznostmi zapolnjen veseli december. Jumping jack. 1, 2, 2 počepa, še. 1, 2, 2 počepa, še. 1, bravo. Nižje, zadnjič. 1, 2, ostaneš dol, ajde, delaš počepe, še. Samo počepi, 8, bravo, 7. Jaz sem vzgojiteljica Mateja iz skupine A4. Zanima me, zakaj ste se odločili, da ste vodili ta program? Veš kaj, meni je tak način vadbe ful všeč, ker se mi zdi, da lahko dobro delaš za celo telo, vključuješ vse večje in manjše mišične skupine. Prav punce, lahko pauzo naredite. Drugače pa s tem načinom vadbe se srečujem že zelo dolg časa, mislim, da si lahko na lik način oblikuješ telo, pa še zabavno je, fajn je, s puncami se imamo luštno, se imamo fajn, malo se nasmejemo in pač na tak način krepimo svoje telo, pa obenem se tudi sprostimo, pač v času izpitov oziroma testov je dobro, da naše možgane odpiramo tudi nekam drugam stran od knjig. Pa ste zadovoljni z pripomočki, prostorom? Ja, definitivno sem zadovoljna, sem pa dogovorjena tudi, da če bi karkoli s puncami potrebovali, lahko tudi to uredim. Pa z udeležbo ste zadovoljni? Ja, jaz sem zadovoljna z udeležbo, seveda, da si želim, da pride tudi več punc, pa ne toliko zato, da bi imela polno skupino, ampak zato, ker res resnično verjamem v to, da šport in zdrav duh v zdravem telesu in gibanje, aktivno združenje, da v bistvu to res pomaga, in da je to ena taka fajna aktivnost
ki lahko mladim dekletom veliko pripomore k temu, da se lažje soočajo s vsakodnevnimi težavami in izzivi. Vse punce vabljene, da se mi pridružite meni in mojim puncam vsak ponedeljek ob 8. zvečer v sobi za namizni tenis. Obljubam, da vam ne bo žal, ne moram obljubiti, da se ne boste namatrali, ker verjetno se malo bote, ampak je to tako pozitivno matranje, tako da vabljene. Sedaj je čas za ekominutko. Prosimo, pridružite se nam na ekominutki. V Dijaškem domu Bežigrad smo zelo ekološko ozaveščeni oziroma so naši vzgojitelji, ki si to želijo tudi od nas. Tako že drugo leto poteka samoevalvacijski projekt, ki ima za cilj večje ločevanje smeti po sobah in etažah. Letos pa so si naši cenjeni vzgojitelji zamislili še to, da bi mi, dijaki, ki smo seveda še bolj ozaveščeni, manj uporabljali plastiko. Problem nastane, ker je vsa dostavna hrana v glavno pakirana v embalažo. Vzgojiteljica Renata predlagamo, da preidemo na samooskrbo in poberemo pridelke hrane kar z domskega vrta, ali pa si namesto raznih voltov zamislimo mamino nedeljsko kuhinjo, ki si jo prinesemo od doma, saj imamo hladilnike po etažah. In še naresno opozorilo, domskega jedilnega pribora ni dovoljeno odnašati iz jedilnice, se bo sledila prehodna inflacija in domska hrana bo ostala nedotaknjena zaradi odsotnosti pribora. Zdaj sledi še vremenska napoved. Prosimo, poglejte, kakšno bo vreme pri nas v DDB-ju. Zunaj sem in kaže, da je tema. Ne vem, če je res, ampak okej. Pa je, da se bo shladilo. Sicer še manj kot 2 meseca pa je novo leto, tako da verjetno bo res. Že zdaj umiraš od smeha. Kaj dogaja v Dijaku? Še enkrat. Daj se sam obrnem, da fokus znate. Ok, dobro, v redu bo. Tukaj? Ja, lahko. Ne njo gledaj, ker pa zgleda ful čuden, če sem gledaš. O, tuk bolj. Na, veš. V tednu pred zasluženimi krompirjevimi počitnicami si lahko v ponedeljek dekleta razmigate ritke in boke z vzgojiteljico Matejo, v četrtek bo lov na skriti za klaso. Rolamo naprej. Dej za še enkrat do začetka. Dej chill out. Ej, ob kolikih je vadba za dekleta danes? Ob 8. A gremo posnet kaj tja? Tako da bomo imeli kak klip, ja.